Lepo pozdravljeni v 9. epizodi AS podcasta. Kar nekaj časa je minilo od naše zadnje epizode, ampak razlog za to je več kot opravičljiv. Mesec dni trajajoče Evropsko prvenstvo v nogometu in zgodovinski uspeh slovenske nogometne reprezentance. O Evropskem prvenstvu, o naši reprezentanci in še o marsičem drugem z našimi nekdanjimi reprezentanti Nejc Vidmar, Aleksandar Rajčević, Etienne Velikonja. Dobro jutro. Danes smo jutranji. Kako smo? Top. Super. Prvič za dobro jutro, da imam pivo pred sabo na mizi. 0-0, moraš poudariti. 0-0. Končalo se Evropsko prvenstvo včeraj zvečer. Kje ste ga gledali, kako ste doživeli, za koga ste navijali v finalu? Kaj jaz moram začeti? Jaz sem bil na enem turnirju in sem tam gledal tekmo in sem navijal fiks za Španijo. So me navdušili na tem prvenstvu in mislim, da zasluženo zmagali. Ja, jaz sem doma gledal v miru. Mislim, da Španija na tem prvenstvu daleč najbolj prepričljiva, tudi njena pot do tja pove vse. Tako da nekako, prvoščeš mu simpatiziraš z Anglijo, s Kaneom ponovno, nesrečnik, ampak mislim, da povsem zasluženo Španija in mislim, da je tudi na finalni tekmi to dokazala. Tako da, to je to. Eti za Špance? Sigurno po prikazanem so si več kot zaslužili. Je pa res, da pač finale se odloča z malenkostmi in je bila dobra borba, sem užival v top tekmi in sem zadovoljen, da je Španija osvojila. Ok, v finalu se bomo še vrnili, Španiji, Angliji bomo še predelali. Gremo od začetka. Zanima me vaša navijaška izkušnja. Eti in Nejc sta bila v Nemčiji, Rajč je to bolj doma pospremil. Mene osebno je to navdušilo. Lahko jaz povem. Mene je navdušilo v smislu pričakovanj. Jaz nisem pričakoval, da bo tako dobro, nisem pričakoval, da bo to tako tudi organizirano, da se bomo zbrali v centru, tako kot je bilo v Stuttgartu, da se v centru zbereš, pa greš z ubanom na vlak, greš v podzemno, pa se tam začne dogajati, pa skupaj na stadion, pa tam norišnica. Povejte mi, vajne izkušnje, vajna doživetja, kaj sta doživela, kako, na kak način? Jaz sem podobno, res ena enkratna izkušnja. Jaz sem šel tja tudi svojo družino s svojimi hčerkami, z očetom, tako da tako pač več generacij skupaj doživiš to, čakali smo koliko veliko tekmovanje, 14 let ali koliko, plus zadnji Euro 24 let nazaj. In res sem tako, ko sem spremljal to, predvsem tisto na tribuni, prideš na tekmo, tako kot si rekel, ni nekih pričakovanj, vemo, da smo outsiderji v skupini, ampak nekak tekma, ko je šla, sama tekma, ko se je približevala koncu, si čutil to, na koncu bi lahko še zmagali, ampak generalno, ko gledaš izkušnja, tako kot sem rekel, res sem srečen, da sem lahko tudi to doživel z družino, s tamalimi, res so uživali, gol je bil sam nekako res pika na i, pa tudi to, ta občutek, ker si v bistvu z praktično pol ekipe imaš si igral, tako ali drugače, ali v reprezentanci, ali v klubih, potem tudi gol je dal Erik, res tako pač mi, da se Tamala je jokala, jaz sem imel takole cmok v grlu, res je bilo super, ker pač se čutiš povezan s tem in res vesel za slovenski fuzbal, izkušnja pa res. Takoj bi šel še enkrat, potem sem že vmes študiral, če bi šel še nekakšno tekmo, ampak ta vožnja, te relacije razen Minhna so bile kar hude, ampak res izkušnja, ki mislim, da bo ostala za cel življenje nekje globoko vtisnjena. Težko bo preseči to 20,000 navijačev v tuji državi navijati za našo reprezentanco. Ne vem, na kakšen način, kje, kdaj, kako bi se lahko to preseglo. Bil je tisti Istanbul 2017, ampak vemo, da dvorane nimajo takih kapacitet in
to, kar se je dogajalo na tem Evropskem prvenstvu, sploh v Münchnu, pa tudi v Kölnu, ti si bil v Kölnu, ne? Jaz sem bil v Münchnu in v Kölnu, ja. V Münchnu sem bil z družino in moram reči, ja, vrhunska izkušnja, tako kot je Nejc rekel, tudi nek občutek varnosti, recimo, ko potuješ z otroci na stadionu, ekstra vzdušje. In pa normalno, to je neka moč nogometa, ne. Zdaj, čakali smo dolgo, predolgo in verjetno ta neka euforija in pa sploh dobre igre naše reprezentance so sigurno to neko euforijo držale skozi celo prvenstvo in upam, da bomo spet to kmalu doživeli. Ponovno. V Ameriki. Ja, problem je tudi to, ker Nemčija je blizu. Vidmarju ni bilo, Vidmarju je že Stuttgart daleč, ampak kaj, ko bo v Ameriki, ko bo v Aziji, V Ameriko pa gremo. Ameriko pa gremo, ne. Tam se ne bo mogli toliko združiti, ne bo mogla biti taka selitev narodov, kot je bila zdaj in tudi iz tega vidika je bila to neka enkratna izkušnja in tudi sama organizacija in varnost, kako si rekel, to je Nemčija. Nemci imajo ck in je bilo tudi, kar se tiče vse te varnosti in organizacije, top speljano prvenstvo, nijemo kaj reči, ni bilo enega incidenta, ni bilo nobenih pizdarij, tako da svaka čast. Ni to, kar si govoril za te, recimo na prvi tekmi, ko smo bili z Danci, pa veš, koliko je bilo Dancov, je bilo verjetno krat 2, če ne še, pač gremo v masi, koliko takrat nas je bilo malo čez 10,000 v Stuttgartu, res je bilo Dancov, res ogromno, benga incidenta, vsaj jaz ga nisem zasledil, pač res, pa sem šel skozi v bistvu njihovo fan cono, oni so imeli posebej park, pa greš zraven, pa se derejo, Vingegaard, pa take, pa se jim zadereš nazaj Pogačar, ben, pa pridejo, pa ti dajo roko, in tako res, tako kot si rekel, nobenih incidentov, varno se počutiš, res je bilo fino in izkušnja res enkratna, tudi to, da si v bistvu s temi Danci lahko bil pač skupaj na vlaku in to, mislim, tudi pol vi kasneje, ko ste bili verjetno v Srbiji, se mi zdi, da je bilo tudi videti, kolikor je bilo videti čist... Jaz bi rekel prej, da bi bili zapleti s Srbiji. Ja, koliko je bilo videti kritično, ne, da bo to lahko eskaliralo, smo se nekako zbondali, tudi neki skupaj navijali, malo za Dončić, malo ck, so bile neke provokacije, ampak vse mirno, vse okej. Tudi z Angleži v Kölnu, Eti, si imel kakšne, razen da si bil s pirom policij, imel še kakšne druge? Ne, v Kölnu sem bil kar na vodi, ampak ja, ne, bilo je super, se mi zdi, da tudi nekako, da je nogomet ponovno združil celo Slovenijo, in je to neko vzdušje, ki je bilo zdaj pač na Evropskem prvenstvu, upam pač, da bo trajalo, zato ker včasih se mi zdi, da je vse to pogojeno nekako z nekim rezultatom, z neko trenutno euforijo in upam, da bojo fantje imeli tudi v prihodnje tako podporo, ne. Ker mogoče sem bil malček razočaran pred Evropskim prvenstvom, po tisti tekmi recimo s Portugalsko Stožice niso bile polne, kljub temu, da so bile recimo karte prodajane v paketih, tako da jaz upam, da bojo navijači še naprej podpirali reprezentanco in ko bo šlo tako dobro, kot jim šlo zdaj, in tudi ko bo malce slabše, kajti to je normalno, vedno uspehi ne bojo bili tle, navijači so pa potrebni za to neko pozitivno energijo in to se je potem pokazalo tudi na igrišču. Ja, najmanjša nacija smo bili na prvenstvu, ne? Najmanjša nacija, tako da tudi to je neko svoj vrsten uspeh, da smo vsem prišli ven iz grupe. Sigurno, sploh proti tekmecom, kakršne smo imeli. Če se malo pogledamo za nazaj, prvi polčas proti Danski, meni osebno ni izgledalo dobro, oziroma v smislu, me je bilo malo strah, kako bo sploh to prvenstvo se zapeljalo. Je bilo malo prisotne, verjetno tiste treme, prve tekme velikega tekmovanja, to na drugi strani Danci, ki so bili dobri, ki smo trpeli v nekem trenutku, zelo trpeli v prvem polčasu, nas je tudi Oblak in Bijol in Zdrkošičem sta nas zelo rešvali, plus tista masa navijačev. Koliko ključen je bil tisti gol Janže za izenačenje, da se je ta zgodba začela razvijati v tako pozitivno smer, kot se je razvila? Pa seveda, se vemo, da je bil pol takoj po tem golu, smo imeli tudi Šporar, spomniš na situacijo strani, po tem golu smo začeli verjeti, da lahko zmagamo, ampak
nekako cel drug polčas je bil nekako se je kar obrnila plošča. Prvi polčas gol, iskreno jaz ga nisem niti videl na stadionu, vem, da je bil out. Jaz sem se obrnil dol, nekaj sem pogledal, bom videl, sam videl gol. Pač res prepocen gol smo dobili, to je dejstvo, to je bil res nismo bili golov dobili, ampak to je bil tisti gol, rekel, mogoče za tisti živel na prvenstvu, dobrodošli na prvenstvu, zbudite se, tak zadeva, ampak fantje potem so se nekako zbavili. Jaz sem se tam v tistem momentu sem se ustrašil, da ne bo šlo. Jaz sem bil istega mnenja kot on. Ko smo štartili, sem rekel, katastrofa, pač da bomo ful trpeli, da bo slabo, na koncu pa so se vse obrnilo. Eriksen nam je tam delal težave, ker se je skrival za našimi, med linijami in tle smo imeli dosti problemov, vemo, da tle nam je to drug polčas se to uredil. Prvi polčas sem jaz videl predvsem tam z Eriksenom probleme, ker se nam je skrival za vezisti. In tle smo imeli največ težav, se pravim, v enem momentu sem se ustrašil, da ne bomo mi tista kanta za nabijanje, po domač povedano, ampak pa fantje. A pa si imel res upravičen strah, da bi lahko bili mi kanta za nabijanje? S Kekom, z pragmatičnostjo, 4-4-2, z nizkim blokom. Moment, ko te dobiš ga v 15 minuti, vidiš, da ne stiska, ne? Pač bili smo razen teh dveh konter, pa nismo sestavili recimo par situacij, ki je Šporar. Tam je Špok, že mu dal Špokju podkorak, če tam sprejel, da gre samo gol. Ampak pol tisto, ki ga pa dobiš, pa te še vedno stiskajo, ustrašiš se. Pol, ki pomisliš, zdaj, ko sedimo tlele, pa je mirna zadeva, rečeš pa ne, pa Kekom ni šansi, tudi v kvalifikacijah noben nas ni razbil, pa tako, ampak v enem momentu, ki si na uni sami tekmi kot navijač, še vedno tisto, ki si mal pod nekim hajpom, se ustrašiš, ne, sam da ne bo, dajmo sam kao štarta dober, če bo 0, super in tako se je tudi odvil pol. Ja, verjetno tudi zato, ker se je ekipa zavedala, da si odvisen v bistvu skoraj da največ od te prve tekme. Danci ti nekako najmanj ustrezajo od vseh. Imaš negativno izkušnjo iz kvalifikacij na Danskem, ki so bili res dobri, ki smo res trpeli. Ja, in Danska je kvalitetna ekipa. Je pa res, da jih je potem ta Goljan že nekako, da so začeli verjeti in tudi potem in na žogi so bili dosti boljši kakor prej, tako da ja, sigurno izredno pomemben trenutek v bistvu za reprezentanco, da je potem zapeljala to evropsko prvenstvo v smer, za katero smo si želeli, da bo šlo. Iz te tekme mi v spominu ostal ful Šeško s tistima dvema bombama, streloma. Čisto drugače so se pripravili na Benija kot prej. Vidi se, da je zdaj dejansko prišel na nivoje nekega top igralca, da vejo, da je to glavna nevarnost Slovenije. Mogoče še tudi v prejšnjem kvalifikacijskem ciklu bil tretiran kot nek nadarjen mladenič in niso devali toliko pozornosti na njega kot zdaj. Koliko dober je. Meni v tistih dveh situacijah, ko je sprejel žogo na malem prostoru, v gužvi, udaru, prva za mal mimo, druga v stativo, jaz sem rekel, to je to, stari, mi imamo spet končno top šit napadalca. Mislim, vse to, kar si naštel, v bistvu so tiste majhne malenkosti, ki niso malenkosti, ki pa ločijo dobrega od odličnega, recimo, napadalca, ne, in lih ta njegov nek obrat, hitro 2 dotika, strel, neverjeten v bistvu, neverjetna moč v tistem kratkem koraku, vrhunsko. Je pa res, da so se pač ekipe dokaj dobro pripravljene na njega, bil je konstantno pokrit in njemu v bistvu na Evropskem prvenstvu mogoče mu je bilo še najteže, ne. Prvič normalno, njegova mladost, neizkušenost, drugo pa, ja, ekipe so bile pripravljene in nekih pravih situacij ni imel, je pa v teh dveh situacijah res pokazal top kvaliteto. Bi se še na Šporarja obrnil, kako se ona da skozi skrb delala. Na prvi tekmi, ja, je imel Špoki par teh situacij, ki bi lahko boljšo odreagiral, ampak recimo tudi pri stativi Šeška, je šel on v skok, on je toliko ene energije porabil in jaz ga po tej splati je bilo kar malo neupravičeno do njega, toliko enkih kritik, ker on, jaz mislim, da je oddelal v napadu oziroma v obrambi in ta fajt odgaral celo prvenstvo in mu je zmanjkal
na koncu da bi ga lahko kje spakiral noter, pa da bi bil na pravem mestu, da bi pravilno odločitev, ampak on je tudi ta situacija, tako si rekel, ki je bila, če pogledaš posnetek, on se je šel, tam je dva branilca vezal na se, toliko, da je lahko imel Šeško 1 sekundo, da si jo lahko sprejel po udaru. In jaz mislim, da je bilo veliko kritik na račun Špokja, rekel, neopravičenih gre zato, ker pač dober, ti si bil napadalec, veš, da v bistvu trpiš, pa ko moraš delati v obrambi, koliko je to pol težko prijeti, ko imaš 180-190 pulza in jaz mislim, da je bilo dosti teh kritik neopravičenih, predvsem do njega, no? Vsaj moje mnenje. Na koncu itak napadalca nekako rangirajo oziroma ga ocenjuješ po zadetkih, ne, nažalost pač našim napadalcem na tem evropskem ni uspelo doseči nobenega, ampak ja, Šporar je vložil res veliko energije, naredil dosti dobrega za ekipo in v defenzivnem delu, ampak tudi v ofenzivnem bil izredno gibljiv, v bistvu bil prisoten v igri, mogoče celo več kot Šeško. Saj ja, mislim, da kar več kot Šeško, ampak ja, zdaj normalno je, da ti proti večjim ekipam boš imel dosti manj prostora in težko priješ do izraza in ja, škoda, ker ga ni mogoče nek zadetek nagradil, ker si pa je to zaslužil. Reče Vanja Drkošič, mi smo bili v Študgartu, smo se pred tekmo pogovarjali, Blažo je prišel načet, ni se vedelo, kako bo lahko ali ne bo. Spomnim se, da smo se še v fanconi pogovarjali z eni prijatelji, ki imajo malo bolj insiderske. To je bila še nekako tudi edina zadnja neznanka. In pred Študgartom je bilo rečeno, ali Blažo, če ne Blažič, Brekalo. Pride tekma, Vanja Drkošič. Ok, super. Je kazal že v teh prijateljskih, je pokazal dobre predstave, ful dobre, ampak te prijateljske to se ne more primerjati z Dansko. In tle je bilo malo skepse prisotno, normalno, veliko tekmovanje, Hojlund, prva tekma, Danska, kako bo to? Men se je naredil, ne štoperčina. Kako ga ti videl? Mislim, jaz sem bil istega mnenja kot ti. Jaz sem mislil pač, da ne bo tako dobro odigral. Veliko tekmovanje. Zdaj, nisem ga, pač mu ne sledim karijere, ampak ne vem, koliko on zdaj tam igral v Rusiji. Sem bil tudi tako malo skeptičen, da ne bo ekstra odigral na koncu, pa se mi zdi, jaz mislim, da proti Dancem je še tako odigral. Druge dve. Portugal, top, full. In mislim, da smo dobili še eno dodatno vrednost zadaj, poleg Biola. Zdaj imaš res izbiro imaš. Bilo koga daš, se mi zdi, da odigra ful dobro. Jaz mislim, da res, oni nasplošno se mi zdi reprezentanca, da so prav tako kot ekipa ful močni, ful. Da se je prav naredila ful dobra ekipa in zdaj samo lahko dodajaš noter. Ker sem še poslušal tako njihove izjave, vsi so dajali izjave, kao, zdaj smo naredili nekaj velikega, ampak kao, vsi so enakega mnenja, da po tem evropskem, da bojo delali velike stvari in jaz mislim, da jim lahko uspe. In prišla je tekma Srbijo. In spet Biol Drkošič v zelo zahtevni situaciji, sam veš, ko ti pride centršut in ti noter čakata Mitrović in Vlahović, Bolj ko Vlahović, Mitrović ima fenomenalen skok in oni, ful so mu malo pustili. Še une šanse, kar je imel, je vse šel na Krničnika, ki je po mojem tudi on sam začutil, da tam lahko edino kaj naredi. Ker ni fizično tako močen, ni niti pač čisti defenzivno naravnan branilec in samo tam je naredil šanso. Drugače, pri obeh centralnih branilcih, jaz mislim, da so res to prvenstvo oba odigrala top. Z Oblakom isto, ker je branil fenomenalno. Ampak mi smo že na tekmi s Srbijo smo že bistveno bolj zgledali kot proti Danski, oziroma smo ta drugi polčas iz Danske smo uspeli prenesti že na prvi polčas proti Srbiji. Jaz se spomnim situacije, ko smo mi na nasprotnikovi polovici tako proti Srbom, kot tudi proti Angležem, nek del prvega polčasa, drugi del prvega polčasa, smo mi držali žogo na nasprotnikovi polovici. In folk se zdaj malo piči v to posest, da je bila nizka, da smo se branili v dveh blokih, da smo bili defenzivni, da nismo imeli nekih napadalnih ambicij.
ja, Madonna, kaj pa boš, se boš spustil s Fodenom, Bellinghamom, pa Kaneom gor, pa ganjal, ne. In to je neka kvaliteta te reprezentance, da so se te fantje, ma ne da so oni držali sam žogo, oni so se počutili dobro. Gnezda, Čerin, Elšnik, Karničnik, Peki na eni strani, na drugi Mlaki, Janža, ki je prišel gor, oni so se počutili dobro, lagodno, ko so imeli posest na nasprotnikovi polovici, pa tudi, če so igrali proti frajerjem, da so imeli Tadića, Mitrovića, Vlahovića in ene Srbe, ki kakorkoli pogledamo, mater, dobra repka, ful dobra repka. Da bi se ful strinjal. Jaz mislim, da je pač tle selektor izvlekel en maksimum, oziroma da je to točno, ja, še več recimo, ampak da je to ta reprezentanca res prikazala, res igrala je točno tako, kot more, oziroma res je vedel, kaj vsak kaj dela. Niti v enem momentu, ja, tako kot si ti rekel, nisem dobil občutka, da je res, da smo v taki frki, da ne moramo, ne vem, da bo šla sam na tribuno, ok, proti Angliji tisto, ki igra, trpiš, to je normalno, trpiš, iščeš rezultat 0-0, igraš proti milijardo vredni ekipi, normalno, ampak v enem momentu se nisem res počutil, da zdaj pa smo res, ne vemo, kaj kdo kaj dela. V vseh momentih se je vedel, kako se branimo, zakaj se branimo in res, pa tako, ko si rekel, so se kvalitetno branili, ni da je Fok imel 10 šans. To Fok je imel mogoče eno šanso, 2. Takrat si imel pa Oblaka na golu, ki pač oddela svoje. Ti pove, kako dobro je delala ekipa. Nora in res navdušen. Res mislim, da tudi zdaj, ko poslušaš malo te in na Balkanu, v Hrvaški te kakšne podcaste, pa to vidiš, koliko nekih pohval prihaja dejansko, kaj smo uspeli narediti s tem kadrom, ki ga imamo, da se vrnemo nazaj, ker sem bil na prvi tekmi v Stuttgartu, šel, pač tam imaš v muzej Mercedesa, greš gor, pogledaš in vidiš, to je zraven praktično štadiona, gledaš dol in gledaš okrog, to je 360 pogled posod in pogledaš in se šel štet igrišča. V eni Nemčiji 18 igrišč sem naštel okrog glavnega štadiona, 18 igrišč, takšnih in drugačnih, 18 igrišč z travami, umetno, naravno, vse. In potem ti vidiš, s kom mi tekmujemo. Pa recimo jaz zdaj, ki delam v nekem fuzbalu, pa to imaš pa eno ali pa 2 igrišča in moraš dati v celo nogometno šolo čez. Spravim, s kom mi tekmujemo in s kom smo mi prišli praktično med top 16 reprezentanc v Evropi in to je res dosežek in res noro, res top. Daj, vrnimo se še malo na te Srbe, Srbe kot take. Vi ste bili vsi trije kapetani v določenih obdobjih. Kako si vi razlagate to izjavo Tadića po tekmi z Anglijo? Ja ne razumem se selektora, jaz sem najbolji igrač ove reprezentacije, ne vem kaj, nekaj v tem kontekstu. Mislim, kaj te mora v glavi delati, da nekaj tazga izjaviš? Jaz sem pač tak karakter, jaz bi bil tiho, ampak mislim, meni to ni zadajati ven, ajde, valjda to ostane v ekipi, ajde, da reče tam pred celo ekipo na treningu, mi ne bi bilo panike, tako se izpostavljati javno, ne vem, jaz mislim, da je naredil napako, ampak in to jih je na koncu po mojem tudi koštalo, ker so imeli katastrofalno evropsko, po mojem so bili eno izmed največje razočaranje, po mojem. Glede na kvaliteto, sigurno, ne? Pogledaš imena, jaz sem rekel, tipi imajo top reprezentanco, top, a odigrali so pa... To je naredilo razliko, se mi zdi, na tekmi z nami, ne? Da v bistvu mi smo res gledali kot ekipa, oni pa nekako tako, malo kar raztreseno po igrišču in ne vem, ok, vse v določenem momentu, kot si rekel, smo se branili kvalitetno, ampak potem iznos žoge vrhunski, kako je se Karničnik vključeval, na koncu ga nagradi, da gol. No, ta situacija, jaz sem poslušal srpski studio, kako so nabili Sergeja Milinkovića Savića v unem studiu. Točno ta situacija, ki se rekel, Karničnik gre, Milinković Savić mal gre za njim, mal ne, spremljajo, mislim, to tudi Srbom ni lahko. Ampak na tekmi ni bila samo ena taka situacija, recimo Karničnik je po mojem kar 3-krat, 4-krat na isto foro jih nategnil, povlekel noter, se vključil. Oni so izpadali kot kar neke
padali so kot neke hruške, ne vem, kako bi rekel, niti. Razbita banda, ja. sami so bili čisto nehomogeni, Ja, čisto so ja. bili se videlo tam oni spori in s Če si Pixijem gledal in proti nam, Stadićem. In... So trojice v napadu, kao gor napadajo, oni drugi vsi nazaj, luknja v sredini, to smo jim tudi držali non-stop žogo. In tukaj se vidi, da niso bili prava smešni. ekipa, je pa res, da pač to so veliki egoti, ne, zdaj Tadić, poznam malo njegovo zgodbo, on kjerkoli je bil, je v bistvu bil glavni lik, ne, in tudi recimo mogoče še največjo vlogo in največjo moč je imel v Ajaxu, ne, v bistvu on je vodil Ajax, ne, takrat v zadnjem obdobju, ko je bila ta neka zlata era Ajaxa, ne, ko so To so bili top. prišli v finale, ne. Vodimo Tako. 1-0 proti Srbom, tako kot si rekel, ogromno med prostora, razbite linije, veliko prostora smo imeli. A bi lahko mi takrat v tisti Jaz sem situaciji, pričakoval, da v tem bo trenutku, gurnil Jojota not. Jojota not gor. Jaz mislim, da ker že prvi polčas smo imeli z navadnimi dolgimi žogami, so imeli tipi težave z nami, full. Z utekanjem Šporarja in Šeškota. Jaz rekel, to je idealno za Jojota, ima prostora pred obrambo full in še on ima te žogice, ko bi filal špice. Jaz sem bil 100% da ga bo dal, ne vem, saj da dobi 20 minut. Pa tako, tle me edino mogoče, mislim, ne razočaral. Tako me je presenetil, už selektor sem mislil, da ga bo dal, da že drugi gol, čau. Ker pol, pogledal pa not proti Angležem Ja. v 70-80 minuti, ko smo pa trpeli, ko sloni, ko si se pa rabu udri, ne daj, nabi na tribuno in pride not Jovo Iličić. Prej, mene je presenetil. Prej bi mu dal šanso proti Srbom, ki je bila po mojem idealna prilika, plus jaz mislim, da bi zmagali ono tekmo 100%. Zna iskati ta nek Ma to, medprostor, točno to. ne, Ma ima te žoge, ima žoge, na zadnjo linijo. ima žoge za špico, te globinske, jaz mislim, da bi jim dali sigurno 2-3 komada, 100%. Mislim, jaz tudi, ker sem, ne vem, meni se iz tribune sem začutil to priliko, da bi, Jaz si- da, evo, isto, jaz da isto. bi Moramo lahko... Da da- Šeško te takrat menil. Šeško je imel krče, Ga je imel krče, ne. mislim, da je bila to ta Ja, tekma. Šeško je šel v... Šeško ni mogel več. Se pa je tudi to, ta dilema bila, ne? Če bi Šeško bil na prvi stativi, a bi ga tale Jović dal, ali bi on tam zbil. Gol dobiti na tak način, v takem trenutku, Mislim, glede na potek srečanja, ok, sej Srbi so tudi imeli se svoje ne, pa situacije, še ono ne, prečkali. ampak vseeno, tako blizu si in je dokaj nezaslužen. V bistvu je bilo iz neke euforije, na stadionu se kar čutila kot neka taka Kar nekaj je šlo ven. Ne. depresija, kot da, ja, a v bistvu bila odigrana res vrhunska tekma z naše strani. Ne. ampak to ta navijaška izkušnja, ki smo rekli, ok, proti Danski daš ti, zaostajaš, pa daš gol, pa je pol to nek občutek zmage po tekmi. Proti Srbom, v Minhnu, mi smo hodili poklapani, da smo dobili 3 komade, odvrti se ti še tam v Chevrolet 3-3. A po drugi strani, mislim, imaš dve tekmi, pa 2 piki in imaš Angleža, ne? Če bi pa ti še 1 minuto zdržal v tistem trenutku, imaš pa ti 4 pike Točno Si to. naprej. in lahko greš ti na Angleže z drugo ekipo, ne? Da si prvošiš tak luksus, to je noro. Ampak ok, pa smo mi to nekako, so se fantje vsakem čas, po taki tekmi, po takem porazu, so si naštimali glave, šli v Kelen, ti si bil gor, Sidarta, Žurka, vse je že bilo pripravljeno za nov spektakel. Ampak teh Angležev jaz, no zdaj smo jih mogoče lahko skužili, da to le ni to, kar bi moglo biti. Ampak takrat ne veš, ne, ker imaš ti milijardno reprezentanco, pa imaš najboljšega igralca angleške, španske, nemške lige, pa druga najboljšega igralca angleške lige na sprednjih 4. Ne veš, kaj si misliti, ne veš, kaj pričakovati. To so fantje, ki lahko v vsakem trenutku eksplodirajo, pa da gol, Foden z eno potezo, Bellingham, Kane, Saka, to so fantje z eno potezo rešujejo tekme. Pa smo spet tam v offside, smo preživeli v prvem polčasu, ko smo trpeli. Na koncu je bila samo ena situacija, še kaj na koncu, kdo je Palmer, mislim, da kdo je udaril, kaj so Ja. v Ja, ki smo zadnjih iz desne 90. strani prišli, ki smo malo... Mislim, da je bilo to, drugače oni si niso ustvarjali
to je spet tisto. Mi smo vedeli, kaj kdo dela, branili smo se in ja, bilo je pa tako, kot si rekel, samo vprašanje časa. Ta strah je prisoten, ker premore je toliko kvalitete in s to kvaliteto, ta kvaliteta, konec koncev jih je pripeljala do finala, v smislu, da imaš ti tak luksus, da daš enega Watkinsa noter, ki ti odloči, pa na koncu proti Slovakom Tonija, ker se tam malo pogura, pa pride do nekih situacij, pa ga Bellingham zabije. In kup ene kvalitet, pa Palmerja na klopi, oni imajo, to jih je pripeljalo do finala, ampak na koncu, ko potegneš črto, Niso si zaslužili. Niso si Vsako zaslužili. tekmo v izločilnih bojih so zaostajali. Če gledaš, vsi kvalitetni napadalci na tem evropskem prvenstvu so imeli probleme. Ne? V bistvu faza defenzive pri vseh ekipah bila res na top nivoju, tudi branjenje v tej nizki coni, 16 metrov je bil vedno nekako pokrit in tukaj me je malo presenetilo, da v bistvu bilo dokaj malo strelov daleč, ne? Ker recimo par zadetkov so potem padli ven iz 16 metrov, ampak teh poskusov je bilo dokaj malo. Ne? Ves čas na neko posest, vse te velike ekipe so igrale ful na neko posest okrog 16 metrov in tle Angleži so imeli probleme, ne? Zato ker so bili dokaj izolirani sploh na strani in Kane pa se mi zdi, da ni bil tisti ta pravi Kane, ki bi recimo v boksu naredil tisto razliko, potem je iz nervoze se začel recimo vlačiti ven iz 16 in kar naenkrat so bili brez igralca v 16 metrov. Jaz mislim, da je imel tudi Bellingham, da je imel težave. Imel težave. Se mi zdi, da v Realu je ful boljši. drug igralec. Ampak ima druge so igralci, ki isto prevzamejo odgovornost, ne? In v bistvu ima tudi on trenutek, ko se lahko malo mogoče spočije oziroma se skrije za obrambnega igralca in potem pride iz nekega drugega plana. Ne? Si pazil pri Angliji, kako so v bistvu dejansko, vsi so prihajali, oni so bili v trenutku, v kakšnih momentih v tekmi, jih je bilo 4 ali pa celo 5 igralcev, vsi so hoteli žogo in so bili praktično vsa nasprotnik je imel vse vzadi in oni so, kako boš koga prebil, če imaš 4 igralce za prvim njihovim blokom, torej za prvimi napadalci in oni so imeli, in tle jaz vidim največji problem, mogoče selektorja, pa mu spet ne moč po drugi strani neč očitati, prišli dvakrat v finale, ampak reprezentancoma vrhunsko, pa v nekih momentih se mi zdi, da Ta potencial je neizkoriščen. Ja, globine niso imeli nobene, ne? Oni sploh niso napadali globine, kako si rekel, vsi prihajali po žogo, vsi hoteli žogo v noge in nekako na ta način so bili ves čas pokriti, ne? Potem pa 1-1, ok, če greš mimo, ampak je vedno bil drugi igralec in tukaj so imeli res velike probleme, ne? Se tudi Francozi, ne, recimo, ki imajo isto ekstra napad, hitrost, niso nekako izkoriščali te neke, se mi zdi, globine. Ampak tako ekstra hitrost, kot je imela letos Španija, ni imela nobena reprezentanca, po mojem mnenju, niti Angleži, niti Francozi. Na eni strani Jamal, na drugi strani Nico Williams, to sta bili 2 predstavi več, pa ostalih reprezentancov. Samo Španija tudi zna igrati na postavljeno obrambo, ne? Pač to imajo že nekako imajo model igre že sestavljen 100 let. V bistvu tle je dokaz, recimo, da cela španska liga igra podobno, ne samo veliki klubi, ne? Z neko posestjo, da si želijo igrati. Zdaj, druge lige niso tako, ne? In tle so se mi zdi Španci res imeli, mislim, neko prednost. Pač videti je bilo, no, da so navajeni igrati na ta način in so res pač igrali top. Ampak vseeno to je, ne bi se čist strinjal s tabo, ker to je vse neka druga Španija, kot 2008, 2010, 2012, tista generacija tiki-taka. Jaz ne vem, če bi v tisto generacijo, če bi pasala, oziroma če bi sploh lahko igrala Nico Williams in Jamal. Tam je bilo takrat 5 vezistov, 6 vezistov, sploh ni bilo napadalcev, sploh ni bilo Vingerja, tu so bili Xavi, Iniesta, Busquets, Alonso, Silva, Fabregas, to je bilo ena velika gmota nenormalno kvalitetnih vezistov in brez Vingerjev in brez nekih pravih napadalcev v enem obdobju, pa sta bila Torres pa Villa, ja. Ampak tukaj zdaj na eni strani Williams, na eni strani Jamal, to je bilo konkretno. To je Williams, ki se spusti na unga desnega beka, ki ga cima levo, desno, gre na noč, šut, to je wow. Ne, ampak se strinjam s tabo, da mogoče v tistem času ne bi igrali, ampak in so bili vrhunski na te neke tranzicije, ko so stali široko, so pa znali tudi včeraj, so pokazali, da tudi ko pridejo v nek medprostor, odprejo na strani prostor za oba bočna branilca. V bistvu
znajo igrati in na postavljeno obrambo in na neko tranzicijo. Ne. Imajo hitrost, ampak tudi v majhnem prostoru se vrhunsko znajdejo. Ampak so močni ena na ena. Seveda, sigurni na žogi in tle so delali veliko razliko. Ko smo že pri Špancih, izval vas bom, pa prosim, če me demantirate. Lamine Yamal je pri 17 letih boljši, kot je bil Lionel Messi. Izvolite. Mislim, vsak si želi verjetno, da bi ponovno na neki sceni videli novega Messija, novega Ronalda v najboljših izvedbah. Ne? In sigurno so na tem Evropskem prvenstvu te mladi fantje nekako stopili v spredje in preprosto, to so verjetno igralci, ki bojo naslednjih 10-15 let krojili ta vrh evropskega svetovnega nogometa. Zdaj pa primerjati pa z Messijom, ne, ampak primerjati pa z Messijom zdaj, ko ima še fant, zdaj, ko mi dopolnil 17 let, je po mojem še kar malo prezgodaj. V danem trenutku, v danem obdobju. Messi pri 17 letih in enem dnevu, tako kot je bil Yamal včeraj, če je bil sposoben uprizoriti takšno predstavo na tako pomembni tekmi in imeti takšno vlogo, kot jo ima Yamal trenutno v Španiji. To je zdaj spet, to so si različne dve osebi, različne dva karakterja. Lahko da je tudi ta stvar, ki se mu je zdaj zgodila, da je 17 leti postal praktično next big thing, oziroma naslednji Messi, naslednji karkoli, je lahko tudi slaba stvar. Ne? In ja, floskula gor, floskula dol, cajt bo pokazal, ampak Messi je tudi takrat, se spomnimo prvi gol, ki je laufal Ronaldinho tu v naročje, ki je otroček Ronaldinho, je imel zdaj, koga ima recimo tudi Yamal pri sebi, da ga bo vzel pod svoje okrilje. On je imel takrat, Messi je imel enega Ronaldinho, ki je bil takrat še vedno takrat v svojem času najboljši, oziroma tisto leto, 2, 3 in je imel nekoga in je prevzel tisto odgovornost, ga vzel pod svoje okrilje, je rekel, ti boš naslednja velika stvar in ga vzel pod svoje okrilje, ampak še vedno imel on pritisk na sebe, ker je bilo to Luko Dončića 2017. Ronaldinhova Barcelona, ne? Takrat in je potem Messi imel, iz ozadja je prihajal, pa vemo, v kakšni Barceloni je bil zdaj, ko pogledaš nazaj, zdaj pogledaš to Barcelono, ni ista, definitivno. Ni to ista, ne? Isto Španija, ne, dokaj mlada, ne? Ja, in si zdaj ti takoj, zato pravim, da so zdaj ta leta ful pomembna. A bo on to, a bo, kar bo je prišla, verjetno, tako kot je zdaj v Barceloni, vemo, da je bilo to top. Ne, jaz dvomim zelo težko, da se bo še Messi kak ponovil, absolutno zelo težko, niti mogoče v njem ne vidim toliko killer instinkta, da bi to dal 60, 70, 80 golov na sezono, ampak zagovarjam stališče, da Lamine Yamal pri 17 letih boljši, kot je bil Lionel Messi v tej starostni kategoriji pri teh letih. Kaj bo naprej, če bo on pobral 5 zlatih žog pa dal 600 golov za Barco, to ne vemo. To je zdaj kalkulacija, verjetno ne, težko, ampak pri 17 takega igralca odpelejo, mogoče ti, ki si malo starejši, če se spomniš tiste generacije, ampak ne vem, jaz nisem videl. Ja, zasijal je zihar na največjem možnem modru je zasijal, zdaj pa mogoče iz tega vidika ja, ampak tako sem rekel, bo imel pa, mislim, da težjo pot, kar je imel Messi v tistem danem momentu, ko je bil star 17-18 let. Vrnimo se nazaj. Anglija 0-0, 3 točke smo imeli in teoretično smo si zagotovili osmino finala. Čakali smo kombinacije, tista Madžarska, 100. minuta, 90+10, potem Hrvatom se ni išlo, ker so dobili gol proti Italijanom. Neke situacije so nam šle na roko, neki niti ne. Najbolj na roko nam ni šla situacija, da fucking glupi Portugalci niso uspeli remizirati proti Gruzicem. Zakaj? Zato, ker mi bi dobili potem Romune v osmini finala, boge Romune, in v četrtfinalu bi se križali s parom Avstrija-Turčija. Fantje moji zlati, mi bi lahko bili v polfinalu Evropskega prvenstva. Ja. Pa dobro, blizu smo bili tudi s Portugalci, ne? Tako da ni zdaj, da ker nobena ekipa realno ni bila naivna, ne, na tem Evropskem prvenstvu, oziroma si vidiš,
kot si omenil prej, Gruzice, naredili so dosti problemov zaradi svoje kvalitete, ne zaradi podcenjevanja Portugalcev. Ne. A so Portugalci namestili tisto tekmo? Pa niso. So Gruzici zasluženo, upravičeno zmagali? Pa dobro, ok, daš gol iz situacije, ampak to je nogomet, ne. Zdaj, Kot da so se šparali. ne, Ja, mislim, mogoče paziš na kartone, ne, si sam veš, kaj si igral, ne, mogoče popaziš na kartone, popaziš, da pa si do prvi gol v prvi minuti. To, da se v drugi črnogorski ligi naredi, to gre v preiskavo. Ampak se pa Ronaldo se pa zalagal maksimalno. Na CR7 pa je dal vse, da bi Kraj lahko dal sebe. gol. Ja. Ok. Portugalska. Dobiš Portugalce, lahko bi Romune, ok, narediš si vse, prišel si izločilne boje Evropskega prvenstva. Jaz sem še zmeri upal in verjel, da jih bo ta njihova preračunljivost nekje koštala, da bodo dobili potintari, vse tudi pol so, ampak gremo po vrsti. Koliko je po vašem mnenju Cristiano Ronaldo zaviral razvoj in posledično uspešnost te ekipe? Da ne bomo zdaj sam Messi, da malo uravnovesimo zadevo. Ajde špica. pa dobro, težko govorim proti Kristjanu, ne. Jaz ga imam isto rad, samo iskreno, jaz mislim, da jim bolj ni pomagal, kot pa da Mislim, je. ja, on je definitivno je bil problem Portugalske, je pa tudi mogoče portugalski način igranja oziroma igralce, ki jih je imel, so bili tudi oni problem Kristjana, ne, da nekako, pač on je zdaj v teh letih, ko pač moraš prenesti žogo na pladnju in tam bo pakiral, ne. Prvenstvo, ok, ni začel z nekim zadetkom, ki bi ga dvigalno in s tem, da ne vem pa kakšno izbiro bi pa imela recimo Portugalska, koga dati drugega. Diogo Jota, Gonzalo Ramos. Okay, ja, Ti si rekel, da so preostali problem Ronaldo. Ne, pravim, da je in eno in drugo. Ne, Kjer napadalec, če igramo zdaj rečemo sistem 4-2-3-1, imaš ti za sabo, ti si centralni napadalec, za tabo je Bruno Fernandes, levo je Leao, desno pa Bernardo Silva. Pa recimo, evo, problem je ta, da recimo imaš Leao na eni strani, ko vedno nekako prodira, zalomi in potem z desno ali centrira. Tukaj recimo kot napadalec, ko čakaš v boksu, ti izgubiš tisto sekundo, ko ne moreš več priti pred igralca. In gledal sem dosti gibanj Ronalda, ki je imel vrhunska gibanja v 16 metrov, ni bilo nekega pravega predložka. In on je sposoben dati gol samo še na nek predložek. On ne bo več nobenega predriblil realno, pač v letih je ne more več. Na drugi strani imaš Bernarda Silvo, spet isto. Tle ni več predložka na prvo in na ta način Ronaldo ne more igrati. Zato pravim, da je bil recimo na način, kako igra Portugalska, Ronaldo definitivno glavni problem Portugalske, zakaj ni mogla nič narediti. Če pa želiš imeti Ronalda, katerega ne moreš umakniti iz Portugalske zaradi višjih zadev, zato ker on je toliko velik, da povleče za sabo vse sponzorje in Portugalska zveza je odvisna od Ronalda, hočeš, nočeš je. On je realno je institucija in je nad vsemi, se pravi, njega omakneš, imaš drugi problem, tako da Jaz mislim, da bi mu na tem evropskem pasal, da bi igrali oni z dvemi špicami. Veš, da ima še nekoga zraven, po mojem. Bi prišel bolj do izraza. Jaz mislim, da bi bili oni z Diogo Joto bolj nevarna reprezentanca, kot so bili z Ronaldom. To je moje mnenje. Definitivno, samo vse sem ti rekel, v ozadju so, veš, da je milijon drugih stvari še, ki vplivajo. In tle on ima po mojem tako moč, da v bistvu on sam odloča, kar v določenih intervjujih je tudi neposredno povedal, da pač on se bo odločil, kdaj bo igral, kdaj ne bo igral, kdaj se bo poslovil. In tukaj od zadaj vsa ta mašinerija, ki je za njim. To, kar si govoril, je zdaj krož po internetu, ki je kao pogovor znotraj portugalske reprezentance, kako je pol Ronaldo napiše, ja, super je bilo, fantje, vse na naslednjem prvenstvu jih pa imamo, veš. Ja. Pa se pa začnejo zajebavati, ja, čak, ja, ni kod, v glavi tako pač že, tako, kar si rekel, dejansko jaz mislim, da je tle, on je selektor, on je, rekel, predsednik zveze, on je, pač to je toliko veliko ime, da pa tak ego, ko bo on rekel, da je konc in ja, po eni strani je to
problem ene Portugalske, ki premore nenormalno kvaliteto. Po drugi strani pa Je v bistvu sposobni, jaz razumem, kaj si hotel vprašati, in ja, Portugalci so definitivno mogoče brez Ronalda bili sposobni osvojiti prvenstvo, ki imajo izredno kvaliteto. Koliko smo mi proti njim trpeli? Jaz nisem čisto objektiven, ker smo bili tam v nekem transu, iz tribune se bistveno slabše vidi, kot iz televizije. Koliko smo trpeli to tekmo? Jaz mislim, da v enem momentu tako smo kar trpeli, samo se mi zdi, da smo, če gledamo prijateljsko in to tekmo, da smo odigrali ful dobro tekmo. S takimi imeni, kot jih imajo oni, mislim, da smo odigrali top. Sam pač škoda pol za te penale, kaj ćemo. Famozna 116. minuta, Beni Šeško, 1-1. Etienne Velikonja, kaj bi Beni Šeško v tej situaciji lahko boljše storil iz tehničnega vidika? Na koncu je samo dal gol, ne. Zdaj 116. minuta, težke noge, velik pritisk na njemu, bil že od začetka nenormalen pritisk, glede na to, kako njegova v bistvu karijera se uspenja in potem še to neko vlečenje nekega problema, ali bo naredil prestop ali ne bo, kje bo igral, definitivno je to vplivalo na njega in mislim, da se mu je malček poznalo na Evropskem prvenstvu. Zdaj pa v tisti situaciji, ja, imel je res dosti časa, z njegovo hitrostjo v bistvu in nekako noben branilec ga ne bi ulovil, tudi če bi šel recimo dribljati vratarja, in tam je imel res dosti možnosti. Bi lahko vratarja in v desno in v levo? Pa kamorkoli bi šel, jaz mislim, da ga noben branilec ne bi ujel. Je pa res, da v tistem trenutku, ko ti prideš, to je, ti ne slišiš, ne vidiš verjetno nič. Jaz mislim, da je imel on celo preveč časa. Tako, kot pomisliš, tudi tako, mislim, kot on je imel in jaz mislim, da v unem šprintu, on je od sredine šprintu sam proti golu. In če bi bilo to, da se bomo tako zgodili na robu 16, pa da bi on prišel sam po rinu in udaru, tako, razmišljam sam tako iz vidika psihe, jaz mislim, da je imel on tudi to pač vso breme, vsi vemo, zdaj samo Šeško. In ja, zdaj spet govoriti o tem, kako bi lahko udaril, spet pol imaš tudi to varianto, jaz kot golman, vemo, če mogoče tudi napadalec bi analiziral, ja, on se Diogo Costa tam najboljšo odreagiral, koliko je lahko. Ja, ampak je tudi v smislu, ne. V smislu, da ima top reakcijo. Govorim, ampak, ko ga analiziraš, veliko on tudi na tak način brani, potem bi tudi varianta, to bi lahko tudi bila polemika, a bi lahko on udaril, ker on je šel pač takrat, je se odprl, tako, ko se pač odpre 1-1, lahko bi imel tudi varianta strel, vemo, da je pač tudi neugodno za vratarja med nogam, ne, če ga zanaliziraš. Ampak to je zdaj spet... Lobov, recimo, ampak to je bilo tisto, vse možnosti, to so zdaj spet polemika, ampak jaz tako, ko gledam nazaj, on, toliko nehvaležna situacija, lahko v bistvu eno majhno Slovenijo pobelaš in imaš, to ni bilo 1 sekunda, 2, on je imel 3-4 sekunde in to se zdi... Mislim, da sem mu začel film odvijati. Pa jaz mislim, da v unem momentu, da ni, ne vem, no, vse ne vem, kako je kot napadalce, ampak tudi jaz, ker sem kot golman bil na golu in ti prihaja, ti kot golman nimaš kaj izgubiti, pač ne vem, ti ne bo nič napadalci v tem primeru, tako kot zdaj v Šeško govorimo, Šeško, tako. Golman je pa pač lahko sam heroj, ne bom pač, razen če se spotakne, pa mu pustiš v prazno mrežo. Seveda, normalno. Težko je nekaj razmišljaš in da se prav ni, da se instinktivno nekako se odločiš in on je preprosto hodil verjetno šolsko. Ja. Kaj bi bilo za Diogo Costa najtežje, da kiro varianto, da Šeško zbere? Ja, jaz mislim, če bi imel dober timing, mislim, da ga je tako, kot smo rekli, da bi ga zaobšel. Po desni ali po levi? Da gre on diagonalno ven, ali da ga bi se nastavil, kot da bo udaril. Ja, sama on mu ne bi mogel... Jaz mislim, s to brzino, če bi se pač Šeško, verjamo Šeška in Šeško čez par let, oziroma ko bo res na tistem nivoju, kolikor ima potencial, jaz mislim, da te pakira za dobro jutro. In že to bi, verjamem, da zdaj, če bi ponovili situacijo, bi jih spakiral, ampak jaz mislim, da če bi šel tam mim, ga ne bi golman ujel. Težko, je hiter, ampak Šeško najhitrejši igralec na prvenstvu.
z unim korakom. Ne, ker je res ful bil zunaj, ker po mojem mnenju ni bilo toliko nevarnosti, da si daš predolg for, ne? Ker si bil na 20 metrih. Sam Ti je si pa lahko imel daš že, a je bil 10 že metrov Pepe for. na njemu. Jaz mislim, da je bil že, oziroma nekdo je bil, Mogoče en meter za njim. mislim, da je bil že Ja, nekdo, dva. ga je že malo že, Ma z njegovo hitrostjo ga ne bi jaz ubil. mislim, da ne. Jaz sem tudi rekel. Glede, Sploh pa glede kako na se njegovo postavi. brzino, dobro, vem, da si utrujen sam, tako da glede na njegovo brzino, jaz sem bil fiks, da bo šel mimo, da si jo bo gurnil še ali penal ali gol in pa škoda. Ja, težko je, tako kot je Nec rekel, to imaš celo, v tistem šprintu imaš celo nacijo tlele na hrbtu in strinjam se s tabo, da če bi to bila sekunda, dve časa za razmislek, da bi lahko tudi boljšo odločitev sprejel. Ne? Ko pa ti imaš toliko časa, se ti verjetno tudi kak film začne vrteti. Ne? Ena slika, dosti je samo ena slika, bam, ker se ti, skoro sem rekel, jaz kot golman sem imel tudi, ko se je zgodila situacija, ko ti prihaja, ok, zdaj pa to, ne vem, pa za delček in jaz sem skoraj prepričan, da se tudi njemu, ampak ej, kako smo rekli, 21 let, vse je na njemu, ima vse čas, potencial, vse, tako da ne sme ga to zdefinirati, ker mislim, da si je dobro nastavil. Ne sme ga zaznamovati. Ne sme ga zaznamovati. Jaz mislim, da pa tudi v takem klubu je, jaz mislim, da rekel, pa tudi se mi zdi odziv nacije ni bil zdaj tisto, ne vem, če bi se Obsojajoč, mogoče to zgodilo. Meni se je zdelo, da ga ni noben bušil. Ja, pa če rekel, ja, vsi sanjamo to, ampak v pozitivnem smislu sanjamo, v pozitivnem tako pač joj. Ja, verjetno, če bi se to zgodilo kjeremu drugemu napadalcu, bi bil kar, Ja, po mojem, dosti bolj na tapeti. ja, če zdaj obrnemo sliko, pa da se to mogoče Šporarju zgodi. Tako pogledam, ne, kako je bil zdaj celo prvenstvo, se ga je malo skritizirali, jaz mislim, da bi malo drugače reagirali, ampak, lej, tako smo rekli, fantje, kapa dol, nimamo sploh spremem, mi zdaj neki govorimo o tem, ampak res fantje so odigrali 11 metrovke. Kaj bi bilo drugače, če bi Jojo ali pa kdorkoli bi že bil prvi izvajalec za naše, če bi zadev? Ja, verjetno je prva 11 metrovka verjetno najpomembnejša. Ne? Ful ti odloča prva, po mojem. Še posebej, jaz ko sem videl Jojo, jaz rekel, gotov, to je gol. Falu Jojo, sem rekel, Pa spet se mi zdi, da niso tako slabo streljali. Mi nismo slabo streljali. Ja. Mislim, to boš ti zdaj povedal kot golman, ampak jaz mislim, da niso toliko slabo streljali, kot je en Foko udaril. Pa niso slabo udarili. Zbrali kot, spet ni po sredini udaril. Mogoče samo višina, ne? Za vratarja. Ja, skoraj da najlažje braniti to, ne? Ker se je postavil na gol. Ker in pri Jojotu in pri Verbiču, ja, pri Verbiču se mi zdi, da se ti ful stegnil. Ja. Sam dobro, če gremo pa še spet, če ne moramo mimo Oblaka, una obramba proti Kristjanotu, penal, to se pa skrije, tudi on je odbranil svoje, ampak ta obramba, to je pa Kristjano udaril zelo dobro. Kristjano je zelo dobro. On je udaril zelo dobro. Ampak spet govorimo o višini, kjer je letela žoga. Ja, ampak je bilo vse, to je bomba. To je bila bomba, to gre v, jaz mislim, da 97% golmanov, če bi dol jih ne bi dobili. Spet ga je po pri penali, ga je spet prečital. Ja, in je tip, pa je vrhunsko spet udaril. Samo da je na penalih ampak res Oblak, kako je ven nesel tisto žogo. Vrhunsko. Ko smo po Ronaldu, a mislite, da je tak šerif, ali da je tak stroj v glavi, ali pa da je oboje, kurc. Da je falil penal v rednem delu, mislim v podaljških. Prvi penal uno, majstore, evo me, jaz izvajam. In ga zabije. Jaz rečem, da je jak v glavi, ful. Zato je bil 15 let zato je bil na vrhu, ne? To je, mislim, vsakamo čast. Pa se to mentaliteto moraš imeti. Če bi vi trije bili selektori, pa bi se šlo za četrtfinale, bi koga drugega kot Jojo to dali za izvajalca prvega spora? Ne, jaz bi dal fiks, meni je bil Jojo prva izbira takoj, mogoče, čeprav to ko pogledaš, jaz sem razumljive izbire je dal, valjda je dal ta sveže in še če so se čutili. Sem pripričan, da so se fanti tudi sami. Ja, 100%. Jaz rečem, Jojo se fiks sam prvi javlja. Jaz bi tudi, mislim, če tako gledaš,
meni je bil Jojo nekako najbolj varna. To, Pa ne veš, kdo je bil četrti, peti, ne? še ko Recimo- pogledaš zadnje šute od Jojota, že v Mariboru, to vse v 90 rašlje, sem rekel, more pucati. Mislim, da je bil Gnezda Čerin, še pol četrti, Viš, to sem peti. jaz isto ker rekel, recimo- da čudi me, da ni prej udaril on. Ja. Ne. Prvi, mislim, da radi prvi Jojo, pol da je šel on drugi, pa tako dalje. Sem pričakoval njega, da bo. Mislim, da je bil Gnezda Čerin, pa tudi Drkušič, Bijol sta bila že v nekih kombinacijah. Zadnji sem se z Adamom pogovarjal, pa sem ga glih to vprašal, no me zanima, kaj bi bilo, če bi bilo. Ampak, tako kot je rekel Beni, Feliš penal, Ben je tretji izvajal, ne. Je rekel, zdaj smo pa res izpadli. Pa je bil še pol Bernardo Silva za njemu, ne. Pa je še mogel dokončati, ampak Ampak če ko si videl unga Panterja, kaj je delal na gol črti, to je najboljši občutek za golmana, ko enkrat imaš karkoli bi postavil, če bi iz 5 metrov postavil, imaš občutek, da boš to ven nesel in to je za golmana, to si pač tudi dobil tak občutek, ko so naši streljali, nekako, ko je Jojo falov, je bila ona samozavest je kar šla ven iz vseh nas, moje tudi navijačev in jaz mislim, da se je to tudi čutil pri igralcih. A 100%, jaz ti rečem, veš, pa še on da fali prvi. Ja. In veš, in branimo. Ampak na koncu, ko pogledaš to zadevo, če bi nas vprašaš pol leta, en let nazaj, da bomo mi eno Portugalsko v osmini finala pripeljali do enih penalov, ena Slovenija, ja, prav je, da imamo ambicije prav to, ampak to spravim, tako sem rekel, najmanjša nacija na prvenstvu, osmina finala penali in Škoda ti je to, Portugalska. ker si imel, Ker si imel pred tle, tem ne. priliko, Šeško da da gol, Ja. pa imaš pol še šanso Ni penale. bila samo tako bunkerica, Ja, ni ja, bilo ja, samo ja. ni bilo samo Točno tisto, to, da nismo točno imeli mi, da smo se mi res sam branili. Pa imeli še ena situacija, mislim, isto Pepe, mislim, da je neki zdrsnil, pa je imel spet, pa je imel Ster na levi nogi, pa je strelil. Ja, ja, Šeško, tam se prvi polčas, strani, mislim, da je strani, prvi ja. polčas. No, mi nismo bili tako spet nedolžni, pa da res nismo nič ustvarjali. Igrali smo tako, kot smo mogli, prišli do svojih šans, nismo ga dali. To je to. Ti si igral proti vrhunskim reprezentancam z vrhunskimi napadalci. Hojlund, Mitrović, Vlahović, pa pol Kane, Bellingham, Saka, Foden, pa Ronaldo, Leao, Fernandes. 4 tekme, 2 gola si dobil. V bistvu nisi bil sploh poražen. Nisi bil Anglija poražen. proti nam ni dala gol. Ja, nisi bil poražen proti ekipam, ki so top of the top. Izpadel si iz penalov proti Ronaldu in druščini, tako da mislim, da ko se bo tekne črta, da vsak razumski človek bo rekel, da to je absolutno več kot uspešno evropsko prvenstvo. Če pa potegnemo še malo za nazaj, pa tale spisek, pa to, kaj se je dogajalo. Je bil vpoklic Josipa Iličiča pravilna odločitev? Ko potegnemo črto. Pa tako, ko je selektor izjavljal, da ga je vpoklical na podlagi njegovih predstav, sigurno upravičen. Ne? Zdaj, Jojo je sicer v kvalifikacijah ni sodeloval, je pa bil prej del te reprezentance v nastajanju. In normalno, tudi s povečanjem števila članov v ekipi se je nekako naredil v bistvu prostor za njega. Ne? Tako da zdaj o njegovih kvalitetah in tako pa normalno, da ne gre, sploh ni karkoli kaj zadvomiti, ker vidimo tudi, da ga je potem selektor uporabil, da ga ni samo poklical zdraven za nadopust, tako da verjamem v njegove kvalitete in Jojo je z določenimi zadevami definitivno dokazal, da si zasluži biti član reprezentance. Vi ste vsi imeli nek stik z Ekotom, tako ali pa drugače. Mene je bilo zelo hudo, iskreno povem, ker ni bil vpoklican. Kako ste vi to videli, kako ste vi občutili tisti končni spisek, ki se je pač pol bilo sformirano vse, da so šli zraven? Ja, zelo boleča stvar, predvsem za njega. In ja, tako je na eni strani bila, rekel, nagradilen, jo je ta za neko stvar, vemo, kaj je šel, čez kaj je šel, da je bilo v bistvu že konc kariere, pa to pa se je vrnil, odigral res korektno oziroma super. In hvala Bogu, da je bil poklican po drugi strani Zeko, rekel, standardni član reprezentance, praktično že skoraj 10 let. Ampak ja, vemo, skozi lahko se pogovarjamo, da tle Zeko v naši reprezentanci ni unga potencijala, ki ga ima,
rekel, pripeljal še ven oziroma ga pokazal, da je bil skozi tisto, bil je zraven, ampak ni bil res standarden, ampak izpadel je konec koncev, tudi mi tega ne moremo, res velik gospod, kako je on to zapeljal, lahko bi lahko sam spakiral kovčke pa rekel, kova šljivi, ne, grem, zame reprezentance zaprta zgodba, vemo, da smo imeli že primere v reprezentancah, kako se to odvil, on je tle pokazal, kakšen prvi vrsti je človek, kakšen dober človek in res kapa dol, kariero za sabo ima vrhunsko in verjamem pa, da je to verjetno ena taka stvar. Nisi zaslužil, ampak spet jaz mislim, da pač bi se mogel najti neko mesto za njega, ampak to je spet zdaj neki se mešavati v neko stvar, neko selekcijo, ni moje delo, ampak glede na to, da je bil res del tega, jaz mislim, da si je zaslužil biti zraven. Me ne presenetilo, tako da ga ne vzel. Reči mi, da si zaključil z reprezentančno kariero pod okriljem Keka? On? Zdaj, mislim, da če potencialno pride še do poklica, da se bo odzval? Jaz mislim, da se bo odzval. Tudi se mi ne zdi on, da je ta karakter, veš, da bi on zdaj, pa ne, da bi zameril, ne deluje mi pa tudi na ta zapis, ki si lih prej omenil, se mi zdi, da je lepo je napisal in da ni napisal v tem smislu, da je zaključil z reprezentancov. In pravilno, pa nima on zdaj 38 let, da mora razmišljati, da je dovolj. Ima še pred sabo in sigurno ga bo še klicali. Pač jaz mislim, da ga rabi tudi reprezentanca. O našem selektorju nismo še nič kaj povedali. Mene je zelo ena izjava, mi je bila zelo močna, ki jo je izjavil Martine, selektor Portugalske, v pripravi na našo tekmo proti nam, je rekel, izjemno dobra reprezentanca zato, ker igra kot klub. Sem zasledil to. Ne bi se mogli bolj strinjati, mislim, da je Kek naredil iz te reprezentance res en kompaktno, homogen klubsko ekipo, ki točno ve za vsakega, kaj potrebuje, na kakšen način. Meni deluje kot tisto obdobje, ko je bil na Rijeki, ko je imel top rezultate, prav podoben sistem, nekaj podobnega. In vsakemu čast, ampak če se zdaj postavimo malo v njegovo vlogo, jaz mislim, da si je on s tem evrom izboril najboljšo pogajalsko izhodišče za naprej, oziroma da je v najboljšem, recimo mogoče tudi vrhuncu svoje kariere in da lahko zdaj po tem evru prevzame nekaj velikega za nekaj resen denar. Kako vi to vidite? Ja, mislim, to je tako nekako, on lahko na podlagi tega, tako bom rekel, živi do konca življenja, do konca svoje trenerske kariere. Vemo, kako se recimo tudi takrat, ko je Srečko Katanc popeljal prvič neko nacijo, ne nogometno nacijo na prvenstvo. Vemo, da je v bistvu še danes rekel, ne na podlagi tega, ampak tle se je naredil, zdaj Kek je dal to na neko novo raven, zdaj smo res na nekem nogometni mapi, kako si ti že rekel, na Hrvaškem ga cenijo nenormalno, vemo, da je bil v resnih zadevah za nek, jaz njega vidim, mislim, za resen denar, ampak tako recimo, kje bi, recimo poleg seveda naše reprezentance, nek Dinamo, zdaj vemo, da je tam so neke struje, pa to tako kot vsakem klubu, ampak recimo on, če bi znal tam narediti red, pa kolikor je cene na Hrvaškem, jaz mislim, da bi bil on neka idealna izbira, plus seveda, da se tudi nekaj šušljal od nekih Slovencih tam, ne, in spravim bi lahko tudi kakšnega tja pripeljal in jaz mislim, da neka taka stvar, jaz ga vidim v tem zdaj, a je on za neke večje stvari, spravim, ne vem, tle so, ne vem, tudi te rekel, govorne barijere oziroma ne vem, kako je glede tega, ampak potencial, znanje, jaz mislim, da je dokazal že ničkolikokrat, da je trener z veliko začetnico. V primeru nenadejanega odhoda imamo alternativo, imamo plan B, imamo človeka, ki ga lahko
če se kek odloči, da gre nekam, imamo človeka, ki bi ga lahko postavili na pozicijo, da samo nadaljuje to zgodbo. Vse tukaj je zdaj vse vzpostavljeno, zdaj tu samo treba nadaljevati to zgodbo. Jaz mislim, da ja, jaz mislim, da imamo dobro stroko v Sloveniji. Mislim, da niso za brez veze zraven Cesar, Novaković. Jaz mislim, da en od njih bo 100% nadaljeval to, kar je pač Kek, če bo res šel. No. Jaz mislim, da bojo enega od njih postavili za selektorja. Zdaj, ne vem, kako grejo oni s temi licencami, ampak jaz, koliko vem, imajo vsi končano in po mojem so z razlogom zraven. Ne? Eti, kako naprej? Bo ta ekipa, bodo te fantje v naslednjem kvalifikacijskem ciklusu enako lačni, kot so bili zdaj po tem uspehu, ki so ga doživeli na Euro, eni so si izpolnili cilje, sanje, bo ta lakota enaka v novem ciklusu? Definitivno, sploh glede na njihove izjave, zdaj sicer ne vem točno kateri igralec je to rekel, ampak je rekel v smislu, da to, kar je zdaj doživel na Evropskem prvenstvu, da si želi ponoviti takoj. Se pravi, vemo, čaka nas svetovno prvenstvo in normalno, da si fanti želijo biti tam. Zavedajo se, da tudi normalno, glede na, ko narediš nek reprezentančni uspeh, si preprosto si na mapi in avtomatsko se povezuje tvoje ime z dosti večjimi klubi, z boljšimi ligami in za vsakega je to definitivno velika želja. Je pa v bistvu to, po mojem, najbolj pomembno, no, da ostanejo kot ekipa, ker so zdaj in da nekako dihajo kot eno, da ni nekega egota, ker recimo vse smo videli, recimo Srbi, ne, so vsi v top klubih, ne, pa sposobni dosti več, ampak ja, Slovenija mora delovati kot ena. Dva štoperja, dva vezista, Adam Gnezda-Čerin, 99-letnik, Jaka Bijol, Vanja Drkošič, oba 99, 98-letnik Timi Makselšnik. Generacija, ki nas bo lahko peljala še naslednjih 10 let, še naslednji 2-3 velika tekmovanja. Je na drugi strani bojazen, kakšne nenadejane reprezentančne upokojitve zdaj po tem Euro? Po tem prvenstvu mogoče še ne, ampak jaz bi se bolj vrnil, ja, mi imamo tle neko hrbtenico maš, ampak že kaj se bo zgodil, ok, Jan Vratar lahko brani do 40 leta, lahko se na neki točki. Malo sem na oblaka. Ja, ampak zdaj upam, da ni še njegov konec, vseeno za golmana je v top letih, ampak jaz se bojim bolj sam tega, ko bo enkrat se on umaknil, imamo mi, vemo kaj on, ko stopi na gol. Prezenca že. Ja, ko pač pa nasprotnik ve, da pač tle pa ne bo šlo nekrat tako, ne. In to se je ponovno pokazalo na prvenstvu, pa čeprav nima za sabo top sezone, ponovno rekel top sezone za njegove standarde, da se razume. Ampak ponovno, tle lahko na marsikaj, mi spet nimamo toliko fantov, toliko nekih in ravno to, da smo bili uigrani, da smo bili praktično razen tistih prvih parih tekem v kvalifikacijah, je bila ta reprezentanca, se ni menjala. Ko je on enkrat spoznal, da ta 4-4-2 funkcionira, da sta Špoki pa recimo Šeško od spredi ful dobro en zraven drugega in zato smo mi delovali tako kot nek klub, kot si prej rekel. In zdaj marsikaj se lahko spremeni že z enim odhodom, eno poškodbo, Bog ne da in eno upokojitvijo v smislu tako, ampak jaz mislim, da je še prezgodaj, mislim, da so dobili fantje nek nov veter v jadra in jaz upam, da ostane čim dlje skupaj. Imamo podzad tudi še neki mladine, pa to in talenti so Topalović je šel v Inter zdaj. Imaš ti neki mladih, imaš, zdaj pa ampak mislim, da to ogrodje mora ostati isto in sam tako lahko ena Slovenija konkurira, pač dejstvo je, da cifer mase nimamo. No. Vse to je po mojem največji problem. Ne? Smo majhni in težko že za našo res top igralce, ne? Ampak pa jaz vidim, da mogoče, da lahko rata problem bolj kot z nekimi upokojitvami, zdaj po mojem sigurno ne.
ampak po nekih prestopih v večje klube, ne, ti avtomatsko imaš dosti večjo konkurenco, Pa da ne igrajo, ne. pa da potem ne igraš. In da te glavni liki v reprezentanci, da nimajo te neke tekmovalne forme, oziroma da je preveč teh, ne, sej potem enega, dva se jih da malček skrit, plus tega na nek voljni moment po dokazovanju, ko igraš po dolgem času, ampak če jih je pa preveč igralcev, glavnih akterjev, jaz mislim, da je to in pa normalno, to, da bodo bili pač fantje, da bodo ostali zdravi. Ne. Zadnja stvar našega druženja, razglasitev AS podcast enega najboljšega igralca turnirja. 5 reprezentantov zberemo v ožji izbor in jih potem po evrovizijskem vrstnem redu razdelimo od 5. do 1. mesta. Kdo bi vaš top 5 igralci, bazen igralcev, 5, ki bi jih razvrstili? Na letošnjem evropskem. Na evropskem. Ja, Niko Ziher Williams. Ne, slovenske reprezentance, kaj? To sem vprašal, celotno prvenstvo? Naših top 5. Ja. Težka izbira, veš. Drkušič. Drkušič, Oblak, Bijol, Karničnik. Ki smo čak... Mislim, mogo bi povečati. Dajmo na 1-8. Imamo oba štoperja, Drkušič, Bijol, Oblak, Karničnik. Adam Gnezda Čerin, ker je bil igralec tekme proti Angliji. Še kdo? Zadnja. Imaš še 3 sekunde, pa se zapre okno. 5? Ok. 5. mesto. Čak 5, to je najslabši. Jaz sem že pozabil, koga si dal med 5. Jaz vem, čak 5 je najboljši, ali... Ne, 5 je... 5. mesto. Evrovizijsko. Ta je jebena. Zdaj bo kdo kaj narobe razumel. 5. A Drkušiča si dal? Ja, ampak bi dal jaz vsem Bijola za Drkušiča, sam z tega vidika, da je pač je bilo odkritje. Da se je pričakovalo. Ampak Bijol je igral doktorsko, da se razume, to sta takole, ampak sam to bi prevagal. Recimo, da bi dal njega na 5. Jaz bi jih obrnil. Zato, ker je bil Drkušič boljši tudi zaradi tega, ker je igral v Bijolu. Vrajče? Ja, se strinjam z Zetjem. Drkušiča bi dal. Pa 4. Bijol? Ja. 3. Kam še? Gnezda Čerin, vsaj po mojem. Gnezda, Ado? Ja, lahko. 2. Žankec, Oblak? Ja. Jaz bi dal Žankec. Meni je pač Oblak. Mislim, Oblak je sigurno tudi ne samo na igrišču, tudi tako verjetno izven igrišča povezal to ekipo, vodil to ekipo in je tudi to neko delo ne samo na igrišču bilo po mojem izrednega pomena, da so vsi ostali izgledali. Imamo zmagovalca? Jan Oblak. Jan Oblak, čestitke za laskav naziv najigralca Evropskega prvenstva strani AS podcastovih ustvarjalcev. Prestižna nagrada te čaka v prostorih Arene Sport za prevzem. S podpisi našimi. S našimi podpisi, naš 4. To je to iz naše strani. Hvala vsem poslušalcem, gledalcem. Pozdrave na Krk, Cres, Vrsar, Savudrijo, kjerkoli ste že. Vidimo in slišimo se ponovno kmalu. Čau.